hude probleme, predvsem z islamskim radikalizmom. O prejšnjem, kot sem rekel, o desnem je bil celo posnet nek film, tako da pozivam in računam, da bodo sedaj tisti, ki so snemali prejšnji film, posneli tudi film o islamskem radikalizmu. Slovenija je del globalnega sveta, smo člani Evropske unije in Zveze NATO, tako da varnost ni samoumevna. Danes je bila zaradi dogajanja okrog islamske države in mednarodne koalicije, ki posreduje tam, sklicana izredna seja odbora za obrambo, seja bo zaprtega tipa. Čudim se, da je bila ta seja sklicana danes in čudim se, da je to sejo sklical odbor za obrambo. Ta odbor za to ni pristojen. Tako sejo bi morala sklicati Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, ki pa jo trenutno nimamo. Na to sejo danes so vabljeni tako direktor policije, kot načelnik generalštaba, direktor vojaške obveščevalne službe in pa direktor SOVE. Skratka, gre za tematiko, s katero se bi morala ukvarjati Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, te pa žal nimamo. Koalicija že od vsega začetka blokira ustanovitev te komisije, problematizirajo mandat Janeza Janše v tej komisiji, vendar pa to ni glavni razlog. Že 2 meseca smo kot edina evropska država brez nadzora nad varnostnimi in obveščevalnimi službami. Tema danes je torej islamska država. To predstavlja hud problem tudi v Sloveniji. Za zdaj naj bi odkrili, da so se v islamski državi borili tudi 3 skrajneži. Po poročanju medijev naj bi bil celo eden od teh v spopadih ubit. Žalostno je, da tega poslanci ne izvemo iz komisije, da tega ne izvemo od obveščevalnih služb, ampak moramo to izvedeti od vas, od medijev, ki ste te stvari baje povzeli po tujih obveščevalnih službah. Slovenija predstavlja glavni koridor na poti teh skrajnežev iz Dunaja v Bosno in potem naprej v Sirijo. Neuradno se govori po kuloarjih, da naj bi odkrili, da imajo skrajneži oziroma celice v Sloveniji v lasti tudi stanovanja, kjer potem ti prenočujejo na svoji poti. V Sloveniji naj bi tako obstajalo več teh celic, ki skrbijo za rekrutiranje. Upam, da bom danes na odboru izvedel, koliko jih je in koliko slovenskih državljanov je že bilo rekrutiranih v to organizacijo. Pri enem od dveh, ki sta se vrnila, so celo našli orožje. Šlo naj bi za nekaj kosov in pa za raketomet. Dejali so sicer, da je humanitarni delavec in tukaj javno sprašujem slovenske humanitarne delavce, ali imate tudi vi doma orožje, vključno z raketometi. Tukaj je direktor uprave kriminalistične policije pojasnil, da slovenska kazenska zakonodaja ne inkriminira udeležbe v vojaških operacijah v tujini ali sodelovanja v tujih vojskah. Islamska država ni država. Islamska država ni država in zatorej ne more imeti vojske. Tožilstvo na čelu z Zvonkom Fišerjem se spreneveda, saj je ta prekršek, to kaznivo dejanje, mogoče preganjati po 108. členu Kazenskega zakonika, ki ga obravnavajo kot terorizem. Tukaj piše, kdor z namenom, da bi uničil ali hudo grozil ustavne, gospodarske, socialne ali politične temelje Republike Slovenije ali druge države ali mednarodne organizacije, da bi hudo zastrašil prebivalstvo oziroma da bi prisilil vlado Republike Slovenije ali druge države ali mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali opusti stori ali ogrozi, da bo storil eno ali več od naslednjih dejanj. Gre torej več kot očitno za terorizem, zato ni potrebno, da se tožilstvo pri tem spreneveda. Varnostni svet Združenih narodov je sprejel tudi resolucijo številka 2178, ki opredeljuje nov termin, in sicer tuji teroristični bojevniki. In na podlagi tega termina, na podlagi te resolucije lahko tudi o skrajnežih oziroma o Slovencih, ki se borijo na strani skrajnežev v Siriji, govorimo kot o tujih terorističnih bojevnikih. To so posamezniki, ki potujejo v drugo državo, kjer nimajo stalnega prebivališča ali državljanstva z namenom zakriviti, načrtovati, pripravljati ali udeleževati se terorističnih akcij ali izvajati in udeleževati se terorističnega usposabljanja, vključno v povezavi z oboroženimi spopadi. Resolucija od teh držav tudi zahteva, da preprečijo rekrutiranje, organiziranje, transport in opremljanje tujih terorističnih borcev na svojih tleh. Problem je, ker mi tukaj na tem področju še nimamo zakonodaje. Na podlagi tega javno sprašujem
naslednje vprašanje. Prvič, 108. člen Kazenskega zakonika je jasen in nedvoumen. Zakaj se tožilstvo z Zvonkom Fišerjem na čelu spreneveda in onemogoča policiji pregon posameznikov po tem členu? Drugič, sprašujem Sovo, koliko je nedelujočih oziroma koliko je delujočih celic na ozemlju Republike Slovenije, ki rekrutirajo slovenske državljane za boje v islamski državi in koliko jih se trenutno bori na strani teroristov. Tretjič, javno pozivam Vlado Republike Slovenije, da takoj predloži v proceduro zakon, ki inkriminira vsa ravnanja in dejanja, ki jih opredeljuje resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov številka 2178. Četrtič, sprašujem predsednika odbora za obrambo, zakaj na odbor danes ni vabil ministra za pravosodje in ministrice za notranje zadeve. In pa petič, sprašujem predsednika vlade, dr. Mira Cerarja, dokdaj bo njegova stranka še blokirala ustanovitev Komisije za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami in posledično, dokdaj bomo morali poslanke in poslanci izvedeti za take primere iz medijev, ki pa te zadeve povzemajo po tujih obveščevalnih službah. Islamski radikalizem je očitno postal hud problem, v Sloveniji imamo borce, potrebno bo pripraviti zakonodajo, predvsem se pojavlja vprašanje, vemo, trenutno je približno 3000 borcev iz Evrope v Siriji in Iraku in glavno vprašanje je, kaj bo potem, ko se bodo ti ljudje oboroženi, dobro strenirani in še z bolj radikalnimi idejami začeli vračati nazaj domov v Evropo, nenazadnje začeli vračati tudi nazaj v Slovenijo. Kot sem že dejal, današnja seja ni podlage, to sejo bi morala sklicati Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, vendar je žal nimamo, tako da poslanci niti ne vemo, ali se na tem področju kaj dogaja, kaj se dogaja in potem pač moramo verjeti policiji, tožilstvu, da zaenkrat ni nobenih dokazov, ki bi lahko preganjali to zadevo po 108. členu Kazenskega zakonika. Ne moremo povedati niti, ali se kaj dogaja oziroma kakšni postopki potekajo, ker kot sem že dejal, te komisije pač ni.